na nek način sploh uporabljal, ne. Vedno je tako, da nekaj te more pač potegniti, ne, in jaz sem pač čul za to zadevo v Forever, da obstaja. Takrat sem imel cirka enih 10 kg več kot zdaj, pa moram reči, da nisem imel težav s kilogrami, ker sem imel kar nekaj mišične mase in tako naprej, tako da v končni fazi ni bilo to zaradi tega, da bi mogel hujšati, ne, in jaz pravim, tako sem že zadnjič rekel, ko smo se z Andrejem menili, ne, da to je za mene bolj bilo kot očiščevalna zadeva, ki ima pa stranski učinek tudi izgubo odvečnih maščob in pa kilogramov, ne. Zakaj v bistvu sem se jaz lotil tega čiščenja? Zdaj, energetsko gledano, ne, jaz se pač malo tudi ukvarjam oziroma malo fejst ukvarjam z jogo, s tai chijem in podobnimi zadevami. Tudi moja masaža temelji na tradicionalnem kitajskem načinu, ne, kar pomeni, da deluje preventivno, ne, se pravi, da probaš biti en korak pred problemom, ne. In to je bistveno lažje potem tudi rešiti, ne. In iz tega vidika sem jaz videl, ne, da je ta Clean9 program zasnovan nekako tako, da deluje na očiščenju jeter, na očiščenju črevesja, se pravi celega prebavnega trakta. In mi je bilo ena taka zelo zanimiva zadeva za pomladanski cikl energije, ne, ker vsi vemo, da zima je tista, ko moramo zbirati energijo, kar pomeni, da tudi nekako kopičimo vse te energije v sebi. To pa pomeni, da je tudi bistveno več zastojev v našem prebavnem sistemu, v našem limfnem sistemu, v našem krvnožilnem sistemu, se pravi vse posod se dogaja, da se nekaj na nek način zapre, ne, in ni pretoka. Tudi energetski pretok je slabši, manj se gibamo, dnevi so krajši. In zato sem tudi rekel, da je zdaj fantastičen čas, da očistimo to, kar se je zdaj nakopičilo, ne. Se pravi, treba je po domače povedano pospraviti svoje telo in nekako izločiti te toksine, izločiti vse te zapacane resice, sprostiti in tako naprej, v črevesju, ne. Se pravi, to je idealen čas, ne. In ko nekako gledaš, kaj in kako, kdo, za koga je to primerno, ne. Jaz vedno tako pravim, ne, te stvari, ki so tu, so definitivno primerne za vse, ne, tudi za otroke v končni fazi, ne, ker mi zdaj vemo, da populacija otrok, sploh tam srednja šola, konec osnovne šole, ne, je kriza, ne. Konec koncev so že eno leto bolj kot ne prikovani za neke računalnike, za neko sedečo zadevo, ne. In to pomeni, da dejansko se zgodi, da prihaja do zastoja energije, se pravi, in s tem tudi kopičenja maščobnih celic, ne, motorika je slabša in vse. Tudi njihova presnova je slabša, tudi njihove prekrvavitev, limfa, vse slabše deluje, ne. Tako da je primerna dejansko tudi za otroke, in zato je nekako smiselno gledati na to kot na neko celotno stvar, ki jo lahko dela cela družina, ne. Konec koncev mož, žena, ne, vsi lahko te stvari nekako naredijo, nobenemu ne bo ta zadeva škodila. Je pa to za mene še vedno samo, ni to kot nek dodatek, to je samo spremenjen način prehranjevanja, ne. In če tako pogledamo, kaj naredimo s Clean9? 9 dni uživamo pač te stvari, ki so v Clean9 in pa v bistvu se naučimo zdravo prehranjevati, ker imate tudi noter knjižico, kjer imate recepte z zdravimi obroki in se lahko naučite v teh 9 dneh, kako in kaj po 9 dneh delati naprej. Druga zadeva je pa ta, da dejansko očisti vašo glavo tistega hlastanja, ali so to neki sladkorji, ali so to hlastanje po hrani, ne, se pravi razširjen želodec in tako naprej, ne. To so vse neke stvari, ki nas ženejo potem, da dejansko kopičimo neke stvari v sebe, ki jih je pa viška, ne. Mi vsi dobro vemo, ne, da če je nek kozarec, ne,
to je tako zrel. Če je ta kozarec, tukaj vode v njem, in če mi dotakamo not, do semlja še gre, od tu naprej se bo zgodilo, da začne teči voda čez rob, in enako je v našem telesu. To so naša jetra, to so naši organi in ko v bistvu dofilate, dodevate strupe, dodevate toksine, se pravi vse te stvari, ki jih je treba izločiti iz telesa, jih jetra enostavno več ne morejo sprejeti, kopičijo. In zato pride do tega, da dejansko se jetra zamastijo, to ste že verjetno čuli, in pride do problema, da nimamo energije, se pravi, in ne potekajo stvari uravnoteženo. Glavni problem tega je malo težja hrana, manj gibanja, in pa premalo vlaknin, ki bi odpeljale tisto težko hrano iz vašega telesa. Jaz vedno tako pravim, če pogledamo nekako delovanje prebavnega sistema, mi nekaj pojemo, gre čez želodec, tam se pač zadeva nekako pripravi za to, da je sploh v črevesju sposobna se iz nje absorbirati tista kvalitetna snov, in pa balast potisne naprej, da gre skozi črevesje ven. In če mi nimamo v tej hrani dovolj vlaknin, se enostavno strupi, ki čez kri nekako potujejo in se izločajo v jetra, ne morejo izločiti skozi žolčnik in skozi žolč, se ne more izločiti iz telesa, ker enostavno ni vagona, da bi odpeljal, ko ni vlaknin, ni vagona, da bi te maščobne kisline, da bi vso to umazanijo, ki se je nabrala, vse te strupe odpeljal ven iz telesa. In kaj se zgodi? Telo to nazaj vrne v telo. In s tem pride do raznoraznih alergij, na koži se to ogromnokrat pokaže, glavo boli. Vse te stvari pomeni, da je nekaj zabito. In pa tista naša neka utrujenost. Večkrat čujete pomladanska utrujenost. Pomladanska utrujenost je samo zato, ker se potem spomlad vse odpre, radi bi začeli delati, nimamo pa energije. Energije pa nimamo, ker so naša jetra zabita. Tako da jaz bi tukaj dansko rekel, da meni je ta Clean9 res v osnovi čiščenje. Tisto, kar je pol s kilogrami, je še samo en stranski efekt, pa še eno funkcijo ima zelo dobro, preoblikovanje telesa. Vi lahko nič kil ne zgubite, ampak če boste fizično aktivni, če boste delali na mišični masi, se vam bo mišična masa skozi Clean9 povečala, pa se vam bo zmanjšal maščobni del. Se pravi, vaše telo bo dobilo strukturo. Definitivno se bojo postopile celice, maščobne, ki so v pastnem predelu. Tako da, tukaj jaz še vedno vidim ta Clean9 kot glavno njegovo funkcijo v tem očiščenju, vse ostalo je samo še nek plus. Ok, pa bi si mogoče šli najprej pogledati, kaj sploh je v njem. Pa bomo en paket razmontirali. Tudi mogoče samo to še, tudi rdeča pesa, recimo, sem vzel prav tale kozarec, 6,7 gramov sladkorja je v njem. Tako da tudi tisti, ki rečejo, jem zelenjave veliko, pa tega ogromno čez zimo sladkorjo skozi konzervirano hrano dobimo. Tako da sladkor, moka, vse to. To je vse, kar pomeni prebavni del zaspan in slabo prebavno pot. Se pravi, treba to očistiti. Ok. Pa si kar nekako pogledamo, kaj je v tem paketu. Jaz najprej mogoče, če pogledamo, je tale super shaker, ki v bistvu ima nastavek tudi, da ga od spodaj našraufate, tako da vse, kar rabite, lahko vedno nesete s sabo, tudi kosila in te stvari, kar bo to not, lahko nesete s sabo v službo bilokam. Meter, da si zmerite obseg, ker, tako sem vam povedal, pomembno, včasih kile ne pokažejo vsega. Fajn je, da se na začetku poslikate z profila, od spredje,
pa se pol poslikate na koncu, boste videli razliko. Ne? Mogoče včasih kile, kjer mu ne pokažejo glih, da je ne vem kaj naredil, se bo pa boljš počutil, pa drugač bo zgledal. Ne? Tudi konfekcijske številke se zamenjajo, ne? Dobite manjšo, ne večjo. Ne? Tako da to je to. No, ena od glavnih stvari, ki jih imamo v Clean 9 in ki je za mene ima največjo vrednost, je definitivno aloe vera gel. O tem je Tomo zadnjič toliko povedal, da jaz ne bi nič druga o tem povedal kot to, da s tem dobite v vaše telo dovolj mineralov, vitaminov, aminokislin. Se pravi, s tem dejansko vi dosežete, da je vaše telo ima vse tisto, kar nekako rabi za preživetje. Ne? In tega imate noter 2 litra, ne? Tako da dejansko imamo 2 flaše. In prvi dan, pa ta drugi dan, ki je namenjen predvsem temu, da očistimo telo, da spremenimo navade. V glavnem spijemo cel liter aloe vera gela, kar pomeni, da gre za intenzivno odvajanje toksinov iz telesa in definitivno ne delamo na dehidraciji. Tukaj se dela absolutno na razstrupljanju telesa in na odstranjevanju vseh nekoristnih zadev iz njega. Ne? Potem imate pa v tej škatli zložene stvari skupaj, tako da imate tu noter je ful v redu, vse pripravljeno. Notri imate garcinjo, pa bom pa malo več o njej povedal, zato ker je ključna v tem segmentu. Zložene so stvari tako, da imate zajtrk, kosilo, večerjo. Zdaj rekel, sem pa tablete jedel za zajtrk, kosilo, večerjo. Ni čist tak, zato ker zraven gel aloin pijete, pa zraven boste še videli light ultra vzamete. Tako da tu imate tudi po dnevih zadeve razporejene in pa zelo, zelo pomembna zadeva je tale fiber. To je pa zadeva, ki so vlaknine, se pravi tisti vlakci, ki v bistvu odpeljejo stvari iz našega telesa. Ok, zraven je še pol tale knjižica, vam bom še pokazal, kako in kaj. In ta knjižica nas vodi, ta knjižica je v bistvu naš, če se te knjižice držite v nulo, potem nimate, sploh ne rabite, sploh ni nobena znanost, samo po tej knjižici sledite in zadeva poteka res super, enkratno, tako da nimate nobenih problemov, ni nič treba, ne vem kaj vedeti, znati, kako. Ok, pa bomo šli zdaj nekako na to zadevo, kaj in kako jemljemo. Prva stvar, v bistvu, kar se tiče garcinje. Če se nekako vprašam, zakaj je sploh tisto, kar omogoča to čiščenje v našem telesu, potem vsi tisti, ki poznate garcinjo Kambodžo, je sadež, en sadež tropskega drevesa, ki je v obliki melone, približno velikosti, in ta sadež ima to lastnost, da vsebuje hidroksicitronsko kislino. Ok, in ta delež hidroksicitronske kisline je tu zelo, zelo velik, zato je tudi efekt teh garcinij zelo pomemben in kaj nam daje. Ta hidroksicitronska kislina dejansko stimulira naše telo, da raztaplja maščobe. Se pravi, prihaja do raztapljanja vseh odvečnih maščob na našem trebuhu. Se pravi, to so tiste maščobe, ki jih lahko včasih čujete, so posledica stresa. Nadledvična žleza v bistvu proizvaja vedno 2 hormona. Ali je to, oziroma še kjerga zraven, ampak glavna sta ta 2, ali je to hormon DHEA, se pravi hormon, ki nas pomirja, ki nam omogoča miren spanec, ki nam omogoča obnavljanje telesa, obnavljanje naših organov, ali je pa to kortizol.
In kortizol je hormon stresa. In ko ste vi pod stresom, definitivno se bo proizvajal kortizol in ta kortizol povzroča, da se kopičijo maščobe tudi na vašem delu v pasu. Zato bolj kot ste pod stresom, bolj trebuh na nek način raste. Ne raste sorazmerno po celem telesu maščobne celice. V rokih jih je bistveno manj, ko pa jih je okoli trebuha. In to je tisto, kar je nekako najbolj moteč. Zato je v bistvu ta garcinija super, ker sprošča hormon sreče. Hormon sreče, serotonin, pa pomeni, da ste vi dejansko kljub temu, da kao 9 dni hujšate, če se temu reče hujšanje ali pa čistite svoje telo, ste lahko dobre volje. Tako da je zato zelo primerna zadeva za vse tiste, ki so na nek način depresivni ali pa že tako slabe volje, ker so taki kot so, ker jim nekaj manjka, ker nič ne morejo, ker ne morejo se na nek način prestaviti, se pravi, da bi premaknili se naprej. In dejansko vam garcinija pomaga, ker vam da ful energije in s tem serotoninom dejansko omogoči, da vaše telo je zadovoljno. Se pravi, da ste vi na nek način razpoloženi, zadovoljni, srečni. In ko ste srečni, se namesto kortizola izloča hormon DHEA. Se pravi, vam pomaga pri presnovi in ta presnova omogoči, da dejansko vaše telo intenzivno čisti jetra, čisti strupe iz telesa, se pravi, vse se ful intenzivno dogaja. In tu lahko rečemo, da se 3 do 4 krat hitreje vse dogaja, kot bi se brez vsega tega. Zato je tudi efekt, ko ne reče 9 dni, jaz recimo sem imel v povprečju 9 dni, sem 5 kg shujšal, pa sem tudi enih 7 cm, pa prvi celo 9, okoli pasa dal dol. Se pravi, odvisno malo, koliko pač imate tega maščevja, koliko je viška. In se pravi, da to res intenzivno v 9 dnevih naredi. Ampak to ni dehidracija, ne gre za odvajanje vode iz telesa, ampak je absolutno kurjenje maščob. In to dela garcinija. Garcinija je tista glavna, ki to dela, da se te stvari odstranijo. Druga zadeva, ki je ful pomembna, je ta, da v bistvu garcinija na nek način zavira apetit. In tukaj bi jaz mogoče samo opozoril, če je kakšna doječa mama, mora pač malo prilagoditi te stvari, da ne bi, ker pade apetit. Se pravi, dejansko je fajn, da mogoče malo takrat počaka. Za vse ostale ni problema, ker dejansko, če nam zavira apetit, ne pomeni, da bomo stradali, ampak dejansko se lahko na nek način zaustavimo, damo v bistvu, pojemo pač toliko, koliko je nujno potrebno za preživetje, ne pa, da imamo viška. Ok, in ko ta garcinija raztopi te maščobe, ko očisti nekako ta naš prebavni sistem, ko se vse zažene, je zelo pomemben ta fiber. To je pa zdaj ta druga zadeva, ki je v bistvu nekje vmes med zajtrkom in kosilom, se poje. Ima pa eno fantastično lastnost, ki je ta, da se napihne. To je prva zadeva, se pravi, se naredi kot taka goba. Zato je tudi zelo pomembno, ko to zadevo zmešate z vodo, jo morate takoj spiti. Tu se je že naredili tudi, da je kdo počakal 15 minut, pol ure in rata zadeva želatinasta. Ker smisel teh vlaknin je v tem, da ko pridejo vaš želodec, se naredijo kot, se napihnejo, se pravi, se taka želatina naredi in vaš želodec dobi občutek, da je dobo hrano. In je zadovoljen. Se pravi, ne bo tistega, da je lačni. Zato je to treba točno vmes vzeti med zajtrkom in med kosilom. Če to vzamete preblizu kosila, pomeni, da ste že preveč lačni bili do takrat, če pa vzamete preblizu zajtrka, boste pa že lačni do kosila. Tako da je zelo pomembno, da je to res na sredi med kosilom in zajtrkom. No, druga lastnost tega je, smo rekli, ker so vlaknine,
je to en vlak. Se pravi vagon, jaz temu pravim. In ker imamo dosti teh vlaknin, pridejo in se lahko te maščobne kisline, ki so se v bistvu razgrajena maščoba, ki se je skozi kri pripeljala v jetra in v žolčnik in v žolč, se dejansko lahko izločijo skozi vaše tanko črevo, z tem, da v bistvu jih odloži na te vagone, na vlaknine. In vlaknine tudi vse toksine, vse te zadeve odpeljejo ven iz telesa. Zato je tudi zelo pomembno, da to jemo ločeno od vsega, da ne bi hranilnih snovi povlekle na sebe. Se pravi, tudi to bi šlo v vagone. Tako da zato je to ena taka zelo pomembna zadeva. Pa še eno stvar ima, dejansko, ko se napihne, ko gre skozi črevesje, je to kot goba. In morate vedeti, da vsaka taka napihnjena stvar je kot goba, ki čisti po črevesju. Naše črevesje ima take resice. Se pravi, če mi zdaj gledamo, da je to sluznica črevesja, črevesje ni ravno znotraj, ampak ima take resice. Teh resic je po površini gledano je črevesja za en nogometni štadion. Se pravi, pa si lahko mislite, kako veliko je teh resic, da v bistvu je ta površina tako velika, ker konec koncev črevesja je tam, 7 metrov ali pa nekaj takega. In kaj je zdaj problem? Problem je, ko mi jemo, sladkorje, ko jemo moko, moknate stvari, vse te naše resice zapacajo. In ko takle grejo po črevesju, jih dobesedno zvije gor. In ko jih zvije gor, dejansko imate samo en prostor, ki je eno površino tisto, in ki lahko srka hranilne snovi iz te predelane hrane, ki pride do tankega črevesja. In kaj se zgodi? Ja, zgodi se to, da dejansko večina hrane potuje mimo, ker ne more sploh tanko črevo vsega vsrkati, zato morate veliko pojesti, da imate majhen efekt, da dobite tisto hranilno snov, ki je v tej hrani not bila. In s tem, ko se pa čisti, ko pa gre ta fiber skozi črevesje, se pa te resice počasi začnejo nazaj odpirati in sproščati. In s tem tudi dobite to, da lahko manj pojete, pa boste imeli bistveno boljši efekt, več kvalitetnih snovi boste nekako vsrkali v sebe. Ok. Kaj je pomembno, ko se vsa ta zadeva pomika, ker za vse te procese, tudi v končni fazi za term je v bistvu ekstrakt iz zelenega čaja, se pravi, to je kofein noter, kar pomeni, da tudi v končni fazi kave ne nucate pol. Ta kofein oziroma ta term omogoča pospešeno kurjenje maščob. In tudi, ko ga vzamete, je fajn, da ste aktivni. Zato je zmeri za zajtrk zraven, pa za kosilo. Zvečer ga ni. Ker zvečer vi ne rabite terma za kurjenje maščob, ker zvečer se začnete umirjati in se pripravljate na spanje, ne pa na to, da boste aktivni. In zaradi vseh teh procesov prihaja do tega, da začne, da naše telo rabi več vode. In tudi v knjižici se lahko pogledate. V knjižici je tu vse povsod zraven potem navedeno, da popijete 8 kozarcev vode zraven. Poleg vsega tega, aloe vera gel se meša z vodo, term spijete z vodo, fiber se meša z vodo, se pravi, vse je z vodo. In zraven se pije še dodatno 8 deci vode. Iz preprostega razloga. Ker je teh procesov, se pravi, razkrajanja maščobe, razstrupljevanja veliko, tudi rabijo ti procesi vodo in to vodo, če jo ni dovolj, jo vzamejo iz celic. In ko vzamejo te zadeve vodo iz celic, se zgodi, da pride do dehidracije, se pravi, da vaše telo mora nekje najti vodo, zato da jo bo celicam nazaj poslavilo, ker jo rabijo. In kaj se zgodi?
vaše črevesje, debelo črevo, ki je v bistvu tisti zadnji del, preden se izloči blato, in tam je blato gnetno, tam ni blato suho. Če vi dovolj pijete, blato ni suho. Zato tudi tisti vsi, ki imate probleme z trdim blatom, pomeni, da definitivno premalo pijete. In piti morate po malem, pa večkrat. Se pravi, ne spiti 3 deci vode naenkrat, ker to ni nič, ker jo dobesedno skozi lulanje izločite ven, ampak vi morate po malem, po šlukih, čim večkrat na dan piti vodo, zato da jo takrat telo vzame toliko, ko rabi, in je to. In če dosti tega pijete, boste tudi zagotovili, da vaše debelo črevo bo imelo dosti vode in da ne bo prihajalo do tega, da bi se dejansko ta voda izločila potem iz blata in da bi imeli suho blato na koncu. Tako da to je zelo, zelo pomembno, da to v bistvu upoštevate, če hočete res kvalitetno jeti skozi ta Clean 9 program. Cel program, te 9-dnevni, dejansko ni stradanje. Nič. Jaz tukaj nisem nikoli doživel vseh teh, jaz sem šel enih, se pravi, 6 leto, zdaj to delam, spomlad pa jesen približno, 2-krat, se pravi, da je to cirka tam 12-krat sem že bil na tem Clean 9 in jaz do zdaj še nikoli nisem imel problema s kako dehidracijo ali tega. Ker če vas začne boleti glava vmes, ko delate, pomeni, da ste premalo vode pili. Tako da to so eni taki indici, da boste vedeli, takrat pač morate pospešeno malo več vode začeti piti. Ok, kako in kaj ta zadeva poteka in mogoče samo še to sem malo skoraj spustil, Light Ultra, to je pa beljakovinski pripravek, ki ga v bistvu, v katerem je ogromno vitaminov, noter imate ogromno mineralov in pa te beljakovinske mešanice. Zakaj? Ker tukaj pri tej 9-dnevni Clean 9 gre za to, da mišična masa ostaja. In če hočete videti, da mišična masa ostaja, potem tudi rabite kvalitetno hrano za vaše mišice. In to je ta Light Ultra, ki omogoča, da dejansko vaše mišice imajo dovolj hrane in da bojo tudi te mišice lahko naprej normalno funkcionirale. Zato tudi vi niste utrujeni, niste brez moči, ampak lahko vse normalno funkcionirate. Jaz konkretno grem zjutraj še vedno na hrib, masiram lahko cel dan, vse. Jaz praktično ne spremenim niti, da se zdaj usedem v kot, pa čakam, da 2 dni minali, pa si mislim, ok, se meni, da pa bo enkrat konc. No in naslednja zadeva, ki je, smo rekli, ta knjižica. Ta knjižica je vrhunska za mene, ker vas res vodi, in v tej knjižici imate vse razloženo, kako in kaj. Se pravi, 2 garcinje, ki jih imate tu spakirane, vzamete, popijete pol ure pred naslednjo zadevo, ki je aloe vera gel, ki se meša z vodo in takrat tudi vzamete lahko zraven term, oziroma malo kasneje, tudi če boste aktivni čez pol ure, pač takrat term spijete. Fiber smo rekli vmes točno med malico in kosilom, imate fiber in imate napisano vzamete fiber. Za kosilo, če je tole zdaj nekje ob 5, recimo, jaz sem ob 5 jedel, ob 9 sem fiber vzel, okrog 12 ure sem imel kosilo, ki je zopet garcinja, potem imate pol ure pred gelom, potem je Light Ultra, to je ta mešanica beljakovinska za mišice in pa term. Se pravi, to dejansko imate prve 2 dni, je tak zgleda zadeva, potem imate zopet garcinjo, pol ure pred gelom, to je okrog 5-6, se pravi tam večero, in pa tam nekje okrog 8 ure, 9, vzamete še enkrat gel. To je, vidite, intenzivno, gela imate 1, 2, 3, 4 krat po 1,2 deci gela, se pravi, da je res intenzivno, prve 2 dni intenzivno pucate telo z 1 litrom gela. In to po 2 dneh, ko zaključite, tu ne uživate praktično nič zraven, tu ne rabite nobene druge zadeve, zato da se vaša glava usmeri na to,
da niso pomembne stvari tiste, ki v bistvu so, ki jih jete do zdaj, ne? Da imate dosti teh stvari tu not, ne? Not imate dosti mineralov, vitaminov, aminokislin, vsega. Ne, pa tretji do 9. dan je v bistvu sprememba v tem, da zjutraj, vidite, ostane zadeva enaka, razen light ultra že dodajate, ker se smatra, da ste že bolj aktivni, ne? Ker pa že imate več moči in že greste na daljši sprehod mogoče, ali pa bolj aktivno delujete. Fiber za malico te vlaknine še vedno ostaja enako, za kosilo, ne, imate pa možnost, da v bistvu menjate light ultra pa v bistvu obrok 500 do 600 kalorij. Te zadeve lahko med seboj menjate. Se pravi, ali vzamete light ultra za kosilo, ali pa pojete obrok 500-600 kalorij, oziroma za večerjo vzamete light ultra ali pa obrok za 500-600 kalorij. Se pravi, enega od teh, light ultra za kosilo, obrok za večerjo. Ali pa kontra, obrok za kosilo, light ultra za večerjo, ne. To se odločite, garcinijo zopet vzamete pol ure pred obrokom, vedno, pa term imate zraven, ne. Za večerjo v bistvu spet garcinja pol ure pred obrokom, pred spanjem imate pa dejansko potem pijete vodo. Zdaj, kakšni so ti obroki, ne, zdaj so nekih 500-600 kalorij v obrokih, ne, da ne študirate, kako narediti en tak obrok. Je tule 7 receptov noter, ne, ker od 3. do 9. dneva je glih 7 dni, boste si izbrali, lahko jete vsak dan isto, če čete, ne, drugače pa imate 7 različnih obrokov in lahko iz teh obrokov ven zberete kaj in kako boste. Je pa zelo pomembno, da se res držite tega recepta in da dejansko sledite vsemu, kar je not. Ne spuščati ven stvari, ne. En reče, saj hruške pa ne bom, ali pa tega bom pa manj, ali pa onga. Pojejte točno tako obrok, ko je tu napisan, zakaj, ne. Včasih se vam bo zdelo, da imate dosti vsega, da ni noben problem, ne. Ampak vaše telo vseeno to rabi, zato da ne bo imelo občutka lakote. Ne si narediti to, da boste probali zdržati brez česa, ker dejansko se vam bo zgodil kontraefekt. Ker če boste vi hoteli se kao vzdržati tega, se vam bo zgodil, da bo vaše telo še bolj hlastalo za tem, oziroma si bo to v maščobe potem nalagalo, takoj, ko bo prišlo do ene take stvari, da lahko maščobno celico naloži. Tako da, jaz vam priporočam, da se res tu čim bolj približate tem receptu in da res uporabljate, ne vem, olivno olje, da uporabljate stvari, da ne solite, ne, dajte res minimalizirati soljenje, zato ker to pomeni zastajanje tekočin v telesu, ne, kar tudi ni dobro, ne, če čistimo zadeve. Tako da probite biti tukaj čim bolj na nek način intenzivni, pa v bistvu jesti tiste stvari, ker so skombinirane super stvari, tudi imate res odlične recepte noter. No, tako da jaz jih še zdaj brez daklin, delam velikrat jemo po tej knjižici, ne. Ok, to je to, se pravi, v bistvu smo šli zdaj vse te sestavine skozi, mogoče bi jaz sam še to zadevo rekel, tukaj vidite ta F15 za mano, ne. To je čisto ista zadeva, ko 9. dan končate, ne, na isti sistem nadaljujete, je spakirano za 15 dni. Ne, se pravi, F15 je nadaljevanje Clean 9 in za vse tiste, ki bi rad naredili res nekaj intenzivnega še, ali da se čutite, da ste res zapacani, da je vaše telo fejst zabasano, ne, da bi rabili malo daljši program, se vam splača to v bistvu podaljšati kar tako in naprej na F15. Vsi tisti, ki bi želeli odvečne maščobe, res, da jih imate malo več, pa da bi se rad intenzivno tega rešili, dajte še F15 vzeti. Zakaj? Zato, ker tudi, če gledamo, tam je 15 dni, pa 9 dni, se pravi 24 dni, je nekako tisti cikl, ko pa vaši glavi, ko vašo glavo intenzivno očisti in je v bistvu tudi da to moč, da je v bistvu, da na nek način spremeni neke stvari, ne. In tudi naj vam bo fokus tega 9-dnevnega programa, kaj boste po končanju spremenili. Ker če boste ostali isti, kot ste zdaj,
ne, boste potem zgledali isti prej koslej, kot ste zdaj. Ne. Se pravi, če nič ne spremeniš, ne bo tudi nič iz tega. Ne. Je pa to en velik pripomoček, ki vam bo definitivno pomagal spremeniti vaše telo, vaše zadeve, vse, kar v bistvu si želite spremeniti. No. Tako da to je to. Zdaj bi pa jaz en PowerPoint sam gor dal, toliko da si bomo pogledali še cenovni vidik tega. Aha, evo ga. Zadeva tole. Cekle. Tole štartamo. Evo, super. Ne? Tukaj je zdaj v bistvu zadeva malo opisana, to, kar sem vam zdaj govoril, v bistvu je tako ista zadeva. No, tale del je pa mogoče malo bolj zanimiv, jaz sem tako tabelico naredil, ker včasih ljudje radi rečemo, sam to pa zdaj nekaj koštane. Glejte, jaz vedno tako spravim, to je sprememba načina prehranjevanja, zato sem tudi malo zadeve preračunal, ne. Se pravi, tukaj imate, če pogledate, boste videli, ne, tukaj le gor, dejansko, to je zdaj polna cena Clean 9 pa F15, ne. In imate tudi preračunano, koliko ta zadeva pride na dan. Ne. In dejansko vas zadeva pride, recimo pri Clean 9, je to dobrih 13 evrov na dan. Ne. Če mi tako vzamemo v 9 dneh, ne, definitivno vsak dan nekaj zapravite za hrano. Ne. Pa, če pa všalno rečemo, da 10 evrov zapravite še zmeri, ne riskirate praktično nič druga, kot to, da po domač povedan preoblikujete svoj način prehranjevanja. Ne. In če, tako sem prej rekel, ne, dejansko z 2 točkami, ki v bistvu so tiste, ki vam določajo naslednji popust 30%, ne, ker tukaj imate pač 5% popusta na začetku, če samo v bistvu se registrirate in vzamete ta paket, ne, tukaj imate že 30% popusta, če prijete do 2 točke in en Clean 9 je 0,5 točke. Ne. Se pravi, če je to ena družina, mogoče pa kak prijatelj, pa imate ene 4 Clean 9 recimo, ne, ste že dosegli 2 točke. In vsak nadaljni nakup, vse, kar boste naslednjič kupili, je vse, karkoli, ni važno, bo vsaj 30% cenej. Ne. Možnost imate celo pol za 35%, ampak to je že pol aktivnost, pa tako naprej, to vam lahko sponzorji razložijo za tiste, ki v bistvu tega še ne poznate, ne bom zdaj tukaj v tem razlagal, ampak da veste, da obstaja ta možnost. In takrat, ne, če pogledate, vas pride že ta Clean 9 potem definitivno bistveno manj, ne, se pravi slabih 10 evrov na dan, F15 pa tako imate pa za 15 dni, v bistvu je pa 7 evrov, pa še malo v bistvu zadeva na dan. Ne, se pravi, zneskovno ni problem, problem je samo v volji, problem je v tem, da razumeš, zakaj sploh bi to delo, pa problem je v tem, da se vsem ostalim dobrotam, ne, ki jih na nek način uporabljamo sedaj, znaš toliko reči, da pač daš te stvari enostavno na stran in greš mimo njih. Ne. Je pa tako, da vse stvari, kot ste videli, so spakirane tako, da jih lahko nosite sabo, shakerju imate not, da lahko gelaloin sabo nesete. Ne. Tukaj ima shaker tudi tale podaljšek, ne, od spod, in ta podaljšek date noter light ultra tisto mirico, zašraufate gor, nalijete gelaloin not in imate kosilo sabo, ne. Vzamete te stvari in imate že te stvari sabo, tako da tudi v službo lahko nesete sabo. Jaz vmes med masažo to definitivno si zmešam, popijem in je. Tako da se da brez problema sfunkcionira. Tudi ko sem v hribe šel, sem si sabo vzel za dneve, sem pač v hribu to spil, tako da se to zelo fajn praktično vzeti in tudi nekako zaužiti. Ne. To je to. Jaz v bistvu tukaj zdaj kaj več ne bi, ne, če ima kdo kakršnokoli vprašanje, jaz mu z veseljem povem, tukaj imam res izkušenj glede tega ogromno. Tukaj je tudi
Akcija Forever, ki jo je nekako pripravil za vse vas, ki boste te pakete v obdobju do 18.2. naročili, vidite, da imate brezplačno poštnino in pa dejansko blok s prenosno baterijo za telefon. Evo, to so te stvari, definitivno bom vesel vsakega vprašanja, karkoli, tako da, evo, izvolite, povejte, kaj bi želeli še vedeti, pa da vidim.